Bogovič, da bo pravzaprav da bodo stranke pripravljene sploh pogovarjati s očem takšen, kar ni njihovo, glede na čas kampanje. Mi smo se pripravi deklaracije res potrudili, da smo izbrali teme, ki nas resnično ne morejo ločevati. Kdor se ne zaveda nujnosti izpeljave teh reform, mislim, da na konec konca tudi ni vreden zaupanja na volitve. Zato s to deklaracijo ne želimo nič drugega, kot spostaviti ta povezovalni duh, to, kar mislim, da ljudje od nas pričakujejo, da se preneha slovenska politika prerekati okoli drobnih stvari in da se osredotoči na ključne probleme in jih končno začne reševati. Podobno kot smo ugotavljali pri priporočilih Evropske komisije, nič novega, vendar žal se nič novega tudi ne zgodi, ko živimo nekaj let. Zato je tu jasna zaveza, da se resnično osredotočimo k ključnim temam in te se spoprimemo s temi in s temi stvarmi tudi Slovenijo popeljemo iz te krize. Kakšnih odzivov še nimate zaenkrat verjetno? Prvi ste, ki ste jo zdaj slišali, tako da še ne more biti odzivov. Samo še to, če lahko, kakšna je vaša ocena, kolikšni gre lahko Patria pople kampanjo? Jaz lahko odgovorno rečem, da sem kot državljan ali pa kot politik pravzaprav že res zaskrbljen, da že tretjo volilno kampanjo zaznamuje Patria. In ena od teh stvari, ki je tudi zapisana v točki številka 5, izboljšanje pravne države in dvig etičnega delovanja politikov, govori ravno o tem. Naj za božjo voljo tudi slovenski sodni sistem sproducira neko zadevo v doglednem času. To je ena od ustavnih pravic vsakogar od nas. In to, kar se počne, se tretje volitve zaznamujejo za nekim sodnim procesom, je pravzaprav nevzdržno in je po mojem sramota slovenskega pravosodnega sistema in bi takšni procesi morali biti pravočasno rešeni in ne obremenjujoči za tretjo kampanjo že vrsti. Namerava SLS jutri sodelovati na tem shodu pred zapornim dobu, kakorkoli pozivate člane ne gre? Ne, mi nismo v to nič vključeni. Ne boste nikakor sodelovati? Ne.